predstavitve. Prva, ki jo bo izvedel dr. Marko Fafangel, je o eni zelo zanimivi tematiki, ki je prav v tem trenutku še posebej aktualna, in sicer bomo govorili o aplikaciji Ostani zdrav, tako da bi prosil dr. Marija Fafangela kar za predstavitev. Lepo pozdravljeni, a se slišimo? Ja, super. Super. Lepo pozdravljeni, hvala za priložnost, da sem tukaj danes z vami. Aktualna tema, v resnici bolj aktualna, kakor sem si predstavljal, ko sem sprejel tole predavanje danes. Zdaj samo, da delim še prezentacijo z vami. Mobilna aplikacija Ostani zdrav, zdaj je aktualna za ene druge razloge, ampak bomo malček šli ekskurzos tudi okoli tega. Vseeno bi se zahvalil predhodnim govorcem za krasna predavanja, pa profesorju dr. Lenu Cizlju, ki je izpostavil vseeno našo digitalizacijo COVID podatkov, ki se je zgodila prejšnji, dejansko včeraj, da to je en premik v pravo smer tudi strani obvladovanja COVID-19 in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj pa aplikacija Ostani zdrav. Digitalna aplikacija za iskanje visokorizičnih kontaktov, ki ima lahko oseba, ki je okužena, torej kužna z virusom SARS-CoV-2. Ne za sledenje, torej aplikacija, ki ne sledi nikomur, to ne bomo nikoli dovoljkrat izpostavili. Konca in zdaj en video, ne vem, če se bo avdio slišal, rajši bi, da se ne bi, ker bi vam jaz enostavno opisal, bom kar tole zmanjšal na 0, pa bomo šli čez kratko prezentacijo, samo da damo zadeve v kontekst. Vse vemo, visokorizični kontakti so takšni kontakti, ker se bolezen, kakor je COVID-19, lahko širi. Aplikacija je digitalno orodje, ki nekako pomaga epidemiologom, se lahko namesti na vsak telefon, Android, ali pa iOS, ali pa Apple, ne prav vsak, neke tehnične zahteve so, bomo šli čez nje, in dejansko beleži razdaljo in čas kontakta med dvema telefonoma. In zato uporablja tehnologijo Bluetooth, bomo o tem bolj detaljno se pogovorili, in se izmenja nekaj, ki se ji reče oddajna koda, ki vsebuje te dve informacije, kakor vidite. Čas tega stika in razdaljo. Nima geolokacije, nima drugih osebnih podatkov. In telefoni si izmenjujejo te podatke ob vsakem takšnem stiku in seveda še enkrat brez nekakšnih drugih podatkov o identiteti te osebe in se hranijo na telefonu za 14 dni. In potem, kaj se zgodi? Oseba na žalost, zdaj so velike verjetnosti, zve, da je pozitivna ali bolana. Naloži na strežnik te okužene kode, to bomo šli detaljno, in nekako obvesti na anonimen način osebe, ki so bile v takšnem stiku. In kaj to pripomore? To pripomore, da ta oseba lahko ravna na način, da bo in dobi navodila, da ne bo širila virus naprej. To pomeni, se lahko naravna, drugače dela na domu, se samoizolira, karkoli je možno, se posvetuje zdravnikom, če komu se pojavijo simptomi, in to boste videli potem iz nekaterih modelov, je tisto, kar nam najbolj pomaga pri omejitvi širjenja. Skratka, ena digitalna pomoč, nekaj, ki se dela analogno in ki je ponavadi in ki je še vedno delo epidemiologov. Tako da, prostovoljnost aplikacije, jaz ne bom nikoli vam mogel, bolj poudariti pomen tega. Vsi vemo, vsi, ki ste tukaj zelo tudi tehnološko razgledani, veste, da kakršnakoli aplikacija in takšna zadeva, ki sedi na vašem telefonu, če si boste vi želeli zadevo kakorkoli izigrati, vam bo uspelo. To ni, razumete, ta aplikacija sloni na to, da ljudje razumejo, kako deluje, in da si želijo s tem pomagati sebi in vsem ostalim. Komaj je tle neka želja, da to morate imeti, če vi ne želite, imate 1000 in en način, da zadevo imate mogoče na telefonu, ampak vseeno izigrate. Toda prostovoljnost te aplikacije je ključna, kar je tudi v osnovi, dajmo reči, pogoj, da Apple in Google dovolijo dostop do frameworka, ki omogoča to izmenjavo teh, dajmo reči, okuženih kod in tudi to cross-operability med operacijskimi sistemi, ker če ne bi bil možen. Decentralizirana, torej nekako podatki o teh stikih so beleženi, so v vaših telefonih načeloma, in uporablja Bluetooth in ne druge. Čeprav v Androidu boste videli, ko inštalirate, da morate omogočiti lokacijo, ampak ne zbira podatke o lokaciji, to je ena tehnična zagata okoli Androida.
pogoja, ne vseeno, precej sodobni Android 6 mora biti ali pa iOS 13.5. Bluetooth rabi interneta povezava, boste razumeli, zakaj, da pač izvešče tiste ključe, ki so shranjeni, oziroma oddajne kode, ki so shranjene v tvojem telefonu, če so pač okužene ali ne, da boš lahko informiran. Dostop do aplikacije preko App Store, preko Google Playa. Tle so QR kode, gov.si/ostani zdrav, z pač nekako čim bolj poljudno razloženem pristop, ker danes mi bomo šli malček bolj v drobovino, da malo razumemo dejansko, kako deluje, in da potem, da bomo vsi nekako širili informacije, kaj dejansko dela ta aplikacija in ne kaj se govori o njej, ker bi bila res, je dobro orodje, ampak za biti dobro orodje mora biti pač dobro sprejeta strani populacije. Ko jo namestiš, dobiš splošne informacije, moraš vklopiti tako imenovano beleženje izpostavljenosti. In to je ta framework, ki je v ozadju, ki je cross-platform razvit strani Appla in Googla. In nekako to so tiste tri statuse, v katerimi lahko vaš telefon enkrat, ko imate naloženo aplikacijo. Še enkrat, ko vi naložite aplikacijo in jo snamete iz Stora, to je to, imate vse, kar potrebujete. Aktivacija aplikacije, prav danes sem spet prebral v novicah, da morate naložiti aplikacijo in aktivirati. Ne, ni res. Vi naložite aplikacijo, aktivacija aplikacije bi bil pa tisti drugi korak, ko vi zveste, da ste okuženi in kako boste potem obvestili ostale. O tistem bomo v drugem. Ampak za uporabnika je namestitev aplikacije dovolj. Aplikacija začne delovati, ji date dostope, ki potrebuje, Bluetooth, in do te COVID exposure notificationa, in imate status na začetku, ko začne beležiti podatke, nima dovolj podatkov in je plava, da bi izračunalo tveganje, vam ponudi na splošna priporočila. Potem pa imate en normalen status majhnega tveganja, če niste bili v stiku z okuženo osebo, in tukaj ste lahko tudi, vidite, do sedaj niste bili še v stiku, ste lahko v majhnem tveganju zeleni, tudi če ste bili v stiku z okuženo osebo, zato ker lahko aplikacija preračunala tveganje, da ta stik ni bil takšen, da bi omogočal prenos bolezni. In seveda, če pa imate takšen stik, kjer je pa bil možen prenos bolezni, pa vaša aplikacija se obarva v rdeče in seveda so tisti nasveti glede kako ravnati in kako preprečevati širjenje, najbolj, veste, kar se da se samo izolirati, pridejo v ospredje. In to je to, uporabniku prijazno načeloma, beleženje izpostavljenosti je pa tisti framework v ozadju, ki ga morate aktivirati, in če vidite na desni strani tista rdeča pikica, z majhnimi pikicami okoli, kakor je koronavirus, tisto je pa ta sistemski exposure notification, enkrat na teden, če se ne motim, ampak vsekakor vas opozori, tam, ko imate recimo prižgano, da je Bluetooth v rodni vrstici zgoraj, pa kot vidite 4G, pa vse te zadeve, vsako toliko vas opozori, da imate ta exposure notification prižgan, tako da imate pod nadzorom in da se spomnite, da pač da aplikacija deluje in da te podatke zbirate. Dejansko te podatke se zbirajo v tem zaklenjenem exposure notification frameworku, aplikacija pa, ker je bila odobrena strani Appla in Googla, lahko do tega dostopa in potem izračunava tveganja. Klicni center za tehnično uporabo, tehnično pomoč uporabniku 080 17 87. Zdaj pa gremo malček na bolj tehnični del. Ste že slišali malček dnevni ključ, oddajna koda, o Teletanu se bomo malo pogovorili in seveda o Bluetoothu. Nekako tukaj imate, najprej, ko smo naredili flow, mapo, kako ta proces deluje, moramo priznati, da v zadnjih dnevih se je ta proces malček posodobil, ampak kar je tukaj pomembno je nekako spodnji del, kako ta aplikacija dostopa do evidence potrjenih primerov. Enostavno ne dostopa, vedno tukaj v začetni fazi je bil tukaj filter, ko smo mi preko epidemiološkega anketiranja, torej aplikacija ni dostopala do baze baza okuženih je na NIJZ-ju, zavarovana, aplikacija nima dostopa do nje. In mi smo nekako ob anketiranju spraševali osebe, ali imajo naloženo aplikacijo Ostani zdrav, ker še enkrat vam je jasno zdaj že od prvega filmčka, da ta aplikacija deluje in je smiselna, če si jo naložimo, ko smo zdravi, in seveda beležimo naše stike in oddajamo te kode, ko smo zdravi, in pač, ko zbolimo, potem lahko naše predhodne stike obvestimo, kontakte obvestimo. Naložiti jo, ko zboliš, seveda nima nobenega smisla. To pomeni, da ob epidemiološkem anketiranju smo osebo povprašali, ali
ima naloženo aplikacijo in ali želi, da ji pomagamo pri aktivaciji. In to se naredi, boste videli, s tako imenovano teletan kodo, ki se jo vtipka v telefon. Zdaj smo šli tudi že nekaj korakov naprej, bom kar stopil v protokol, kakor je bil do sedaj. Spodaj levo vidite epidemiologa. In to je kakor je izgledalo do sedaj, bila je ta epidemiološka anketa, mi smo imeli portal, s katerim smo lahko generirali tole teletan kodo, številka 1, spletna stran za epidemiologe, in smo uporabniku, ki si je to želel, lahko podali to teletan kodo, da aktivira svojo aplikacijo. On, če je želel, je potem to vnesel v svojo mobilno aplikacijo. Bila je preverjena z registracijskim žetonu na verifikacijskem strežniku, da je to res pač, da je epidemiolog dal to kodo in da je oseba vnesla, da je meč, in se aplikacija aktivira. Kaj se potem zgodi? Da okuženi ključi, vsaka aplikacija generira vsak dan dajmo reči, en dnevni ključ. Te dnevni ključi, ki se smatrajo okuženi, so potem naloženi na strežnik in do tega strežnika dostopajo vsi naši telefoni, ko se povežejo na internet in posodobijo vaše tveganje, stopijo v kontakt s tem strežnikom, snamejo dol te okužene ključe, z okuženimi ključi preračunajo te oddajne kode, ki se pa izmenjavajo med telefoni, in potem preverijo, ali so v vašem telefonu bile izmenjene v zadnjih 14 dnevih pač okužene oddajne kode potem v tem trenutku. In iz tega izračuna tveganje in vas obvesti. Anonimna zadeva, zdaj je še izboljšana v smislu glede volumna, in kar je tudi prav, to ročno delo anketiranja in izdajanja, kot je bilo v prvi fazi, dajmo reči, smo ga nadgradili z portalom, kjer oseba lahko zahteva teletan kodo, in zdaj je sistem še boljši, zdaj je povezano z laboratoriji, to pomeni, ko se greste testirati in če želite dobiti informacijo o rezultatu testiranja po SMS-u, vtipkate da, dobite potem informacijo o vašem pozitivnem testu in tam dobite tudi teletan kodo, da lahko aktivirate aplikacijo, če jo seveda imate naloženo. In to je naš sistem. Zdaj pa še malček tistega zadnjega vprašanja zadaj, kako se izračunava torej tveganje. Lahko bi bilo boljše, upamo, da bomo lahko nadgrajevali, to je živa zadeva. Aplikacija uporablja, dajmo reči, precej cutting edge tehnologijo oziroma tehnologijo, ki ni bila namenjena dejansko temu Bluetooth merjenju razdalje, za nekaj novega, za digitalizacijo epidemiološkega procesa. In pot naprej je zelo zanimiva. Najprej meri razdaljo, to pa se meri s slabljenjem Bluetooth signala, in na podlagi nemške izkušnje in ostalih je tle skategorizirano, kako to slabljenje se lahko preračuna v razdaljo. Vemo, da 1,5 – 2 je pot tista razdalja, ki pride do največ prenosov. Vemo pa seveda, da to je poenostavitev, ker imamo tudi druge faktore, kakor zaprti neprezračeni prostori, ki so vedno izjemno relevantni. In trajanje tega stika, 15 minut je recimo tisti del, ki se ponavadi v epidemiološkem anketiranju uporablja. Zdaj, kar manjka v tej aplikaciji trenutno je podatek o datumu začetka simptomov. Tisto iz epidemiološkega vidika je izjemno relevantno in kako smo pač rešili sedaj zadevo, in to je ta, kako vidite, stopnja tveganja prenosa. Sedaj smo rešili zadevo s tem, da iz naših podatkov vidimo, da ponavadi od tega, da ti začnejo simptomi, do tega, da prideš do rezultata testiranja, mine 4–5 dni. In na podlagi tega smo ocenili tisto okolje okoli teh 4–5 dni kot tisto najbolj tvegano. Idealno bi pa bilo in bistveno bolj natančni bi bili, in to se upa, da bo v naslednjih verzijah aplikacije, omogočeno to tveganje zaračunavati z datumom začetka simptomov. Ker to je tisto, ki bi se želeli. Če pogledamo tukaj XOS, recimo, rečemo, da je minilo 4 dni, odkar so začeli moji simptomi in sem jaz potem aktiviral aplikacijo. Na Y-os imate recimo, koliko dni je minilo od začetka simptomov, če povežete štirko in štirko, boste prišli na zelo visoko tveganje, ker mislim, da stopnja 7. To pomeni, da največje tveganje seveda je datum, takrat, ko tvoji simptomi začnejo, dan prej je tudi visoko tveganje in potem se tveganje še vedno zelo visoko naslednjih 5 dni in potem se stopnjuje in se niža. In to vse bi se lahko v
vkomponiralo, če bi imeli ta podatek točno v aplikacijo z začetkom simptomov in je zelo zanimivo in upam, da se bo to lahko hitro doseglo. Še za vsak izmenjan ključ se izračuna to tveganje. Zdaj, prva alineja ni tako relevantna, ker nimamo toliko te informacije od datumu začetka simptomov, je pa že vgrajena v aplikaciji. Čas izpostavljenosti, razdalja in stopnja tveganja prenosa. Iz vsega tega množimo in dobimo eno tveganje. Vrednost tveganja se sešteva, kakor vidite, za vsaki ključ se sešteva. In kaj potem še naredimo? Normaliziramo to zadevo. Torej rečemo, ogromno število ključev, ki ima zelo majhno tveganje, je nekako epidemiološko manj relevantno kot tisti, ki imajo en posamični ključ, ker je tveganje zelo visoko. Tako da nekako damo večjo vrednost tistim epidemiološkim kontaktov, ki so bistveno bolj tvegani. In iz tega izračunamo skupno tveganje in iz tega thresholda potem se vam obarva tisti zaslon zeleno ali rdeče. In zakaj vse to delamo? Za zaključek, zakaj vse to delamo? To je razlog. Mi želimo manjšati tisti čas, odkar začnejo tvoji simptomi, do tega, da se dejansko izoliraš. In aplikacija je pomembno orodje, ki lahko to pomaga, ker si lahko zelo hitro obveščen o tem tveganem stiku in spremeniš tvoje ravnanja. In kaj nam tukaj le pove? Ampak seveda zadaj imamo tudi kapacitete testiranja, to je cel mozaik zadev, ki morajo skupaj funkcionirati. Ampak če bi mi uspeli recimo zmanjšati na dan in pol, 2 dni, to, da odkar začnejo tvoji simptomi in se izoliraš, bi mi lahko našli, svetlo plavo, samo 60% vseh tveganih stikov pa bi torej koliko, vsi poznamo zdaj nekako smo vsi ratali delno epidemiologi, bi lahko ta bil pod 1, to pomeni epidemija bi se umirila, tudi če bi našli le 60% pač stikov. In tukaj je dobrobit te aplikacije, ki seveda, in tle zaključujem, jo ne moramo izločiti iz vsega ostalega. Je del tega mozaika, temelji na zaupanju, to je najbolj pomembno, temelji na zaupanju, da oseba ima tisti telefon s seboj in da ve, zakaj ga ima, da obvešča ostale, da bo tudi vtipkala tisto kodo notri in aktivirala na anonimen način pač osebe, ki so bile z njo v stiku. In najbolj pomembno, da bo spremenila svoje ravnanje, ko bo izvedela, da je bila v takšnem tveganem stiku. To je priložnost, ki ima ta aplikacija. Pot naprej je točno to upoštevanje, boljši izračun tveganja z upoštevanjem datuma začetka simptomov. Pot naprej je cross-operability teh aplikacij na EU ravni, da lahko, ko prečkamo mejo, imamo eno aplikacijo, ko gremo v Avstrijo, v Italijo ali kjerkoli. To je res dodana vrednost in je škoda, da mogoče jo uporabimo v svojem polnem potencialu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, dr. Fafangel, za zanimivo predavanje. Čeprav je čas za razpravo predviden v nadaljevanju, mogoče samo eno vprašanje kar tako iz publike, in sicer nekako so bili poslušalci navdušeni nad vašim predavanjem v smislu, da marsikoga tako predavanje prepriča. In vprašanje je bilo, a bo narejeno kaj več za povečanje zaupanja med uporabniki, recimo, da bi tako predstavitev izvedli še v kakšnih večjih javnih medijih? Ja, zelo bi si želel, da bi si. Jaz mislim, da tle smo pač, kontekst je takšen, da aplikacija je bila res vzeta iz konteksta. Mi smo tukaj na epidemiologiji ogromno truda vložili, pa na MJU tudi vsi skupaj, nekaj smo delali v tem razvoju, da bi to orodje bilo dostopno ljudem in zdaj v kontekstu, ki ni prav, aplikacija, ki nobenemu ne sledi, aplikacija, ki mora biti prostovoljna, ki nam lahko pomaga, ki je eno dodatno orodje, kakor vse ostalo. Upam, da bo in tak komentar je samo spodbuden in nam da voljo, da potem ni še završiti puško v koruzo, da lahko še dosežemo, da se razume, kakšen je res namen te aplikacije. Torej, res vam hvala za to vprašanje. Hvala. Hvala vam tudi za ta odgovor.